Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in vesela sem, da ste tudi danes z nami. Govorili bomo o temi, ki se nekako z njo srečajo vsi starši. Govorili bomo o uvajanju hrane pri dojenčkih in verjamem, da je to eden od tistih trenutkov, ki je seveda zelo pomemben za vašega otroka, no pa tudi za vas, torej za starše. In pa mogoče v tem obdobju tudi nekaj stresa, ogromno enih vprašanj, kdaj, kako, s čim. Skratka, lahko vas pomirim, v današnji oddaji bomo v družbi strokovnjakinje, svetovalke za prehrano, izvedeli čisto vse tisto, kar moramo vedeti in verjamem, da bomo kakšno mamico tudi malo pomirili, da je na zelo, zelo pravi poti. Ana Zrimšek, živjo, zdravo, dobrodošla. Ja, najlepša hvala. Zelo se veselim današnjega pogovora, res. In prepričana sem, ker seveda vedno, ko tema nanese na naše najmlajše, torej na dojenčke, smo vsi še posebej previdni, pozorni, včasih celo malo v strahu, ko v enem takem krču bi lahko rekli, a ne? Ja, res je. Ampak verjamem, da bova danes tudi s pomočjo tvojih nasvetov poskrbeli za to, da marsikatera skrb odpade, da se malo pomirimo in pa hkrati tudi spoznamo odlične izdelke, ki vam bodo pomagali pri uvajanju hrane pri dojenčkih. Zdaj mogoče čisto eno tako začetno vprašanje. Prvi korak, torej kako se lotiti uvajanja prehrane pri dojenčkih? Kaj bi rekla? Ja, čist prvi korak se v bistvu začne že pred tem dejanskim začetkom uvajanja. Jaz vsem staršem zelo rada svetujem, da se na to obdobje dobro pripravijo, da dobijo čim več informacij že prej, da se mogoče pozanimajo tudi, kaj gre mogoče lahko narobe, se pravi, da dobijo neke strokovno podkrepljene, kvalitetne informacije in pa potem, da si mogoče še v kakšnem bližnjem človeku, ali je to kakšna sestra, prijateljica, najdejo neko oporo ravno za take situacije, ko kaj ne gre po planu. Tako je. Hvala Bogu, smo pa zdaj tudi res v času, ko se o teh stvarih govori, ko imamo tudi kam pogledati, koga vprašati in to je zagotovo zelo pozitivna novica. Zdaj mogoče še to, ko govoriva o pravem času za začetek uvajanja goste hrane, so si teorije različne, kaj bi ti svetovala, a obstaja kakšen model, po katerem delamo, ali je to tudi malo mogoče odvisno od otroka do otroka oziroma dojenčka do dojenčka? Ja, načeloma nek časovni okvir obstaja, tam nekje med 4. in 6. mesecem otrokove starosti začnemo z uvajanjem, kasnejše uvajanje ali pač prehitro uvajanje, oba imata lahko negativne posledice, ampak potem v tem okviru, se pravi med 4. in 6. mesecem, je pa predvsem pomembno, da spremljamo otrokove znake pripravljenosti, ki jih pa različni otroci pokažejo pri različni starosti. V kakšnih znakih točno govoriš? Če mogoče malo bolj specificirava, ker mi bi radi, če bi se dalo, imeli formulo. Tole je, temu sledimo. Vem, da to že v življenju pač ni čisto realno, ampak vseeno, na kaj moramo biti pozorni, Ana? Eden najpomembnejših znakov je v bistvu, da otrok samostojno sedi brez opore oziroma z minimalno oporo in da ima tudi glavo že v pokončnem položaju. To je zelo pomembno iz vidika varnosti. Pa potem še eden tak znak je tudi, da otrok v bistvu izkazuje zanimanje za hrano. Zato jaz vedno svetujem, da že pred tem samim dejanskim začetkom uvajanja se otroke vključi v družinsko prehrano oziroma da se dojenčka posede za mizo medtem, ko jejo starši in on to opazuje in se v bistvu že na tak način tudi nekaj uči in potem tudi pač izkaže sam nek interes, posega po živilih, jih nese mogoče tudi hustom in na tak način v bistvu lahko potem tudi že vidimo, da je nek interes in da je otrok pripravljen. Zdaj seveda, sprašujemo se tudi, s katerim živilom začeti. Včasih je prevladovalo mnenje, da je zelenjava tista, s katero je treba nekako s tem uvajanjem s hrano začeti, ampak teorije se tudi na tem področju spreminjajo. Ja, drži. Včasih so bile smernice oziroma priporočila taka zelo stroga. Najprej se je vedno začelo zelenjavo in potem pač po točno določenem vrstnem redu uvajalo različna živila. Danes pa v bistvu so te smernice precej bolj sproščene in ni več tako pomembno, katero živilo izberemo prvo, oziroma nujno je seveda, da je to živilo pripravljeno na varen način. Malenkost več pozornosti zahteva uvajanje alergenih živil, zato mogoče ravno neko pogosto alergeno živilo ni najbolj primerna izbira za prvo živilo, pa seveda pač določena živila so do 1. leta oziroma nekatera tudi kasneje odsvetovana. Ampak načeloma lahko ali začnemo s sadjem ali zelenjavo, tudi neko žito je lahko prvo živilo, ni več tako strogega vrstnega reda.
Ja, danes bomo še kar nekajkrat spomnili na to, da seveda obstajajo neka priporočila, neke usmeritve, ampak najbolj pomembno pa je, da seveda svojega otroka čutite, opazujete, spremljate in se tudi na to odzivate, ker lahko je nekaj za nekoga popoln recept, spet za drugega ne, tako da tukaj res tudi neke te lastne vključenosti in razmišljanja absolutno zelo pomaga. Preden nadaljujeva s tole debato, ki verjamem, da vas je že pritegnila, pa na hitro še preletimo vse lepe ugodnosti, ki smo jih danes pripravili za vas. 40-kratne točke, seveda ob unovčitvi kuponov, ki vas že čakajo, kupon centrov v vaši aplikaciji, pa danes torej zajemajo 40-kratne točke na Aptimil nadaljevalno mleko, pa tudi na Aptimil nadaljevalno mleko za dojenčke, ki ga bomo danes predstavili, na Nutrino Baby sadne žepke in žitne kašice Nutrino, pa tudi na izdelek Bioorganic Instant riževo kašo, ki ga bomo predstavili kot zadnji izdelek danes. Tako da, kot sem že prej rekla, danes smo se res potrudili in izbrali ter izpostavili izdelke, ki vam bodo pomagali pri uvajanju hrane pri dojenčkih na način, da bo prijetno njim in čim manj stresno za vas. To je ponavadi najboljša kombinacija. Pa še to, če ste mogoče danes z nami prvič v spodnji orodni vrstici, se vam bodo ves čas najinega klepeta z Ano prikazovali izdelki, o katerih bova govorili. Če na izdelek kliknete, to pomeni, da ga enostavno postavite v vašo nakupovalno košarico. In še enkrat spomnim, pred zaključkom nakupa obvezno aktivirajte kupone, da lahko torej posežete po vseh lepih ugodnostih, ki smo jih danes pripravili za vas. Tako, Ana, zdaj pa mogoče še en nasvet, tvoj nasvet staršem, ki skrbi, da otrok sprva noče jesti oziroma da zavrača nove okuse. Kaj narediti? A obupamo, ponudimo kaj drugega, ali vztrajamo? Ja, v prvi vrsti se je potrebno zavedati, da je to obdobje uvajanja goste hrane za otroka nekaj čist novega. On se mora vsega naučiti od začetka, kako se hrani, kako se uporablja pribor, različne barve živil, okusi, teksture, in to seveda zahteva nekaj časa. Poleg tega pa otroci določena živila, tle predvsem govorim o grenkih okusih, tudi bolj intenzivno zaznavajo in jih ponavadi na začetku zavračajo. Zato je določena živila potrebno ponuditi tudi večkrat, da se njihove brbončice na ta okus privadijo. Tako da recimo, če otrok prvič zavrne brokoli, ga ponudimo še drugič, tretjič, se pravi ustrajamo. Zanimiv podatek je recimo, da je nekatera živila potrebno ponuditi tudi do 10-krat. Tako da kar ustrajno, Ja, tako. Treba je ustrajati, lahko se pa živila ponudi recimo v različnih oblikah, ali pa v kombinaciji s kakšnimi drugimi živili in mogoče na tak način potem dojenčka to pritegne. No, in ko smo že ravno pri tej pritegnitvi, pri pozitivnih stvareh, seveda si želimo, da bi bilo tudi to neko obdobje uvajanja hrane za otroka čim bolj prijetno obdobje oziroma vsaj čim manj stresno in da bi stvari stekle. Kako lahko mi poskrbimo, kaj lahko mi naredimo, da bo ta čas res prijeten in bom rekla, ne čisto brez stresa, verjetno ne bo šlo, ampak vsaj s čim manj stresa, če recimo. Ja, ponavadi res čisto brez stresa ne gre sploh pri prvih, ampak načeloma, kar jaz zelo rada svetujem, je, da se dojenčka čim prej oziroma praktično že od začetka vključi v družinske obroke. In predvsem, da je znotraj hranjenja, to je tudi potem pomembno, ko so otroci starejši, vzdušje za mizo tako sproščeno, da se mogoče izogiba nekih težjih tem, ampak da se hrani, da se v hrani uživa, in da v bistvu je ta neka energija za mizo, jaz rečem, taka prijetna, sproščena in potem to otrok v bistvu tudi asocira z nekimi pozitivnimi čustvi, kar je tudi kasneje zelo pomembno, ko se pogosto pojavi izbirčnost. Tako, ja, in zato smo danes tukaj, ker res želimo vsi nekako svojim otrokom, dojenčkom zagotoviti te zdrave temelje oziroma čim boljše temelje tudi potem za nadaljnje življenje. In zato začenjava danes kar s prvim izdelkom, ki vam bo pri tem pomagal. Pravzaprav gre za izdelek, ki vam bo prišel prav vsakodnevni uporabi, olajšal vam bo vsak dan pravzaprav. To je Aptimil nadaljevalno mleko v steklenički, pripravljen za takojšnjo uporabo, kar seveda še posebej pride prav, če ste na poti ali v dneh, ko je mogoče dela malo več kot sicer. Anči, kaj pa ti praviš, zakaj je ta izdelek primeren za začetek uvajanja hrane? Primarno predvsem zaradi tega, ker je sestava prilagojena otrokovi starosti oziroma temu obdobju in potrebam po določenih hranilih, ki jih dojenčki, se pravi od 6. meseca naprej, imajo, pa tako kot si tudi že ti zelo dobro omenila, meni je ta izdelek krasen, zato ker v bistvu res ne zahteva nobene predpriprave, samo odpre se ga in se ga lahko ponudi. Tudi roki uporabe so načeloma dovolj dolgi in se ga lahko recimo hrani
doma kot neka izhod v sili, pa poleg tega se ga lahko ponudi ali samostojno, ali se ga pa recimo pokombinira v kakšen obrok, recimo dodava kakšne mase za palačinke, kakšne kašice z njim priprav, tako da je tudi zelo vsestranska uporaba. Tudi recimo za tiste, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov z dojenčki odidejo na pot z avionom, recimo tole je lifesaver, imaš nekaj takšnega pri roki, hkrati ne rabiš ne gretja, ne nič, pretreseš in to je to. Tako da, absolutno nekaj zelo praktičnega, mogoče še bi rekla, da pride prav tudi med uvajanjem goste hrane kot samo dopolnilo obroku. Ja, seveda. Saj načeloma se v tem obdobju uvajanja goste hrane še zmeri kot primaren vir hranil svetuje ali materino mleko ali pač adaptirano mleko oziroma tudi kombinacija. Tako da v vsakem primeru se tudi take izdelke lahko ponuja, kljub temu, da se že pač uvaja gosta hrana. In če zdaj še malo obrneva situacijo, če pa mamica torej še doji, je pa takrat mogoče kakršnakoli posebnost pri uvajanju goste hrane, bi mogoče tukaj kaj opozorili ali je princip? V bistvu je princip zelo podoben. Na začetku uvajanja, sploh v teh prvih tednih, je še zmeri primarno vir hranil. Mleko še zmeraj je veliko dojenja, sploh ko je uveden recimo samo en obrok, potem ko pa pač otrok raste, se pa uvaja vedno več obrokov, tam recimo približno pri 1 letu starosti ima načeloma otrok že uvedene tudi vse družinske obroke in je potem tega dojenja vedno manj. Ampak na začetku se pa vsekakor uvajanje goste hrane vedno kombinira z dojenjem. Tudi naslednji izdelek prihaja iz družine Aptimil. Tukaj je prav tako gre za nadaljevalno mleko, Prontura 2, namenjeno je pa dojenčkom po 6. mesecu in podpira tako njihov razvoj, ko torej začnejo raziskovati svet trdne hrane. Kaj recimo iščemo pri kakovostnem nadaljevalnem mleku? Ker jaz sem prepričana, da ko se prvič srečamo s potrebo, potem si želimo ali zapisati kakšno sestavino, ki je dobro, da je notri, ali pa mogoče kakšno, ki ne sme biti notri. Skratka, na katere sestavine bi ti rekla, da je dobro, da smo pozorni? Ja, načeloma pri teh izdelkih je res zaželeno, da čim bolj posnemajo sestavo materinega mleka. Ena stvar, na katero sem jaz vedno zelo pozorna, je vsebnost omega-3 maščobnih kislin, predvsem teh dolgoverižnih, se pravi, to so DHA in pa EPA maščobne kisline, ki so res zelo, zelo pomembne za razvoj otrokovih možganov in vida, tudi pač na splošno za kognitivni razvoj, tako da to je sigurno ena stvar, ki jo jaz preverim. Pa načeloma recimo tudi vsebnost oligosaharidov, to so kompleksni ogljikovi hidrati, ki so zelo pomembni za razvoj dojenčkove mikrobiote, ki pa potem vpliva tudi na delovanje njegovega imunskega sistema, na prebavo, na presnovo. Zdaj, ko smo imeli res tudi v naših oddajah že ogromnokrat temo povezano z dojenčki, z malčki, otroki, vedno smo govorili o neki rutini, o tem, kako zelo je rutina pomembna pri pravzaprav skoraj da vsaki stvari. Kako pa je z rutino pri uvajanju hrane pri otroku? Je tudi dobro, da imamo neko sosledje, ki se ga res potem držimo? Ja, v osnovi vsekakor. Si želimo, da pač dojenčka čim prej navadimo na nek urnik hranjenja, da si približno obroki sledijo v nekem podobnem časovnem zaporedju, da otrok ve, pač kdaj približno je kakšen obrok, tudi potem za kasneje, tako kot konec koncev tudi odrasli, recimo, da uživamo svoje obroke. Ni pa res čist nič narobe, če se včasih ta urnik mečkam prilagodi, mečkam poruši, sploh recimo kakšni dopusti in podobno, gre za čisto življenjske situacije in načeloma, če prihaja do določenih odstopanj, res ni nič narobe, ampak nekako generalno pa se priporoča nek urnik. Kaj pa voda? Zdaj, midve sva sicer danes malo bolj osredotočeni na samo prehrano, ko torej začnemo dojenčka uvajati na hrano. Kako pa je z vodo? A jo še ponuditi, koliko jo ponuditi, sploh v tem obdobju uvajanja hrane pri dojenčkih? Ja, se pravi, preden se začne hrana uvajati, je primaren vir tekočine za dojenčke materino mleko oziroma mlečna formula, ker na splošno gre za pač, sploh materino mleko je res v 90% sestavljeno iz vode in otrok tako pokrije vse potrebe po tekočini. Potem, ko začnemo z uvajanjem goste hrane, pa lahko ponudimo tudi nekaj vode v obliki samostojne pijače
ampak primarno je to še zmeraj takrat mišljeno predvsem zato, da se otrok uči tehnike pitja, se pravi ali iz odprte skodelice ali po slamci, ali pa recimo se to ponudi v kombinaciji z kakšnimi temi bolj suhimi živili ali pa ki ima mogoče bolj tako peskasto teksturo, da v bistvu otrok jih lažje poplakne, da je tudi mogoče hranjenje zato mečkam bolj prijetno. Zdaj, vem, da ima starši zelo radi številke, načeloma tam nekje od začetka vajanja pa tam nekje do 9. meseca je nek tak približen priporočen vnos 120 ml tekočine na dan. Potem pač tukaj pride zraven še živila, ki so bogata z vodo, potem okrog 9. meseca se pa lahko to dvigne na nekaj 240 ml na dan, ampak vseeno je pa treba ta priporočila jemati kot okvirna. Okvirna, ampak tako, super, da si dala nekaj, bom rekla, tako zelo konkretnih podatkov, ker tako kot si tudi omenila, ljudje imajo zelo radi eksaktna navodila, čeprav mi dve danes res poudarjava, da absolutno pri vseh teh zadevah opazujte otroka, spremljajte ga, poskušajte ga začutiti v tem oziru in smislu, da vidite, kaj skratka paše tudi njemu. Mogoče še to, ko smo ravno pri vodi, kako pa je s prekuhavanjem vode, recimo pri tem, v tem obdobju uvajanja hrane, da ne? Ja, ko se enkrat začne uvajati gosto hrano, načeloma tudi vode ni več potrebno prekuhavati. Tukaj res govorim o območju Slovenije, kjer imamo zelo neoporečno vodo, pitno, če se gre recimo v kakšno tujino, se je seveda potrebno pač pozanimati, kako je s tem in pač ustrezno, se pravi, to prilagoditi ali prekuhavati ali mogoče tudi kupiti vodo v steklenici, ker so dejansko tudi namenjene in se prodajo tudi vode za pripravo mlečne. Tako je. Baby vodo dobite tudi v DM-u, tako da sploh, če boste šli res na kakšen dopust, zakaj bi človek tvegal, ker nenazadnje smo potem mi tisti, ki imamo tudi pokvarjen dopust, če otrok zboli, tako da v teh, bom rekla, mejnih situacijah absolutno bolje preventiva kot kurativa. Absolutno. Zdaj pa nadaljujeva, od mleka se prestavljava k nečem, kar bi lahko bilo zelo okusno tudi za nas, malo starejše otroke, bi lahko rekli. Torej, pred nama je Nutrino sadni žepek, okus jabolka, hruška, breskov, ne vsebuje nobenega dodatnega sladkorja in je, lahko rečeva, Ana, popoln mini obrok ali prigrizek za na pot. Kaj meniš ti o uporabi kašic? Ali se ti zdijo dobra rešitev ali se ti zdijo razvada po svoje? Veš, bi rekel oboje, s čimer ni nič narobe, nikoli ni odgovor tak črno-bel, ali pa vedno samo dobro, ali pa vedno samo slabo. Pač v tem primeru gre za izdelek, ki je že pripravljen, nobene predhodne priprave ne potrebuje, ni ga treba hraniti v hladilniku, pač tudi uživanje je zelo preprosto, ne potrebuje se nobenega pribora, tako da je lahko v določenih situacijah odlična izbira. Se je pa pač potrebno zavedati, da seveda je prehrana veliko bolj kompleksna stvar, in da če se to recimo ponudi za neko malico, je potem pač potrebno ostale obroke v dnevu temu prilagoditi. Omenila sem, da Nutrino sadni žepek ne vsebuje nobenega dodanega sladkorja. O sladkorju pri otrocih oziroma pri samih dojenčkih se zelo veliko govori, predvsem se ga odsvetuje. Kaj ti praviš, kako je pri tem uvajanju? Ali lahko tudi na ta okus kaj že navajamo, ali to potem pride tako ali tako skozi življenje? Ja, načeloma imajo otroci že tako ali tako preferenco za sladek okus, oziroma se, če dobro pomislimo, imamo tudi odrasli, kar je bilo v bistvu evolucijsko ful pomembno, zaradi tega, ker sladka živila so ponavadi energijsko bolj bogata, in zato so otroci razvili to preferenco, kar še zmeri ne pomeni, da se moramo mi zdaj tem živilom izogniti, jih ponujamo tako kot vse ostale okuse, Zelo je pomembno, da pač otrok se spozna z vsemi okusi. Je pa seveda pač pomembno, katera živila izbiramo. Zdaj, če mi otroku ponudimo banano, recimo mango ali pa kakšno drugo sladko sadje, je to super, ker gre za hranilno zelo bogata živila. Medtem ko kar pač bolj odsvetujemo, so pa živila z veliko dodanega sladkorja, predvsem zaradi tega, ker gre za hranilno pusta živila, ki imajo pač, se pravi, slabo hranilno vrednost in v bistvu pač v prehrani otrok prinesejo samo nek vir energije, ne pa tudi hranila. Tako da iz tukaj bolj izvira to priporočilo. Hvala lepa, zato ker o tem sladkorju se zelo veliko govori in je prav, da damo še kakšen strokoven komentar na to. Mogoče še kakšna tvoja osebna izkušnja s tem, kdaj začeti z uvajanjem sadja pri otrocih? Je to zdaj takoj ali mogoče malo počakamo ali ga pripravimo tako, da jim ga enostavno pač narežemo ali jim ga prekuhamo, ne vem.
Kaj bi svetovala? Kar se tiče te časovnice, Ja. kdaj ponuditi sadje, v bistvu, tako kot sem že prej rekla, otroci bojo vedno imeli raje sladka živila. In včasih je veljalo to priporočilo, da se ravno zato najprej ponudi zelenjava. Zdaj vemo, da pač neodvisno od tega vrstnega reda vajanja bo otrok vedno imel raje še sladko živilo. Če bomo otroku najprej ponudili brokoli, pa potem banano, bo verjetno imel raje banano in obratno. Tako da v bistvu z uvajanjem sadja lahko začnemo takoj. Lahko je v bistvu sadje konec koncev tudi prvo živilo, ki ga ponudimo. Je pa zelo pomembno, da je pripravljeno na varen način. Se pravi, zdaj v primeru tega klasičnega uvajanja z metodo kašice pač sadje prekuha in spasira. V primeru uvajanja po metodi BLV, kjer se ponujajo tudi koščki, je pa zelo pomembno, da je sadje dovolj mehko, da se v bistvu med palcem in kazalcem zmehča. Recimo, če si predstavljamo banano, banana je dovolj mehka in jo lahko ponudimo. Če pa recimo za primer vzamemo surovo jabolko, tako je, ga je pa potrebno termično obdelati, zato da se zmehča. Se pravi, jabolko ali pa pač spečemo, pokuhamo, v glavnem ga pač spremenimo, da dobi... Sežano, lahko že malo bolj? Tudi recimo, ampak konec koncev lahko tudi surovega zelo na drobno naribamo, pa vmešamo v kakšno kašo. Tle je pa pač potrebno potem prilagoditi to, da je za dojenčka varno iz vidika oblike. Prej smo že omenili, da je nutrino sadni žepek seveda zelo okusen in včasih tudi malica nam, odraslim. Imaš mogoče kakšno idejo, kako bi ga pa lahko vključili v kakšno dobro jed, ki bi jo potem pojedla kar vsa družina, Ana? Ja, lahko se ga recimo vmeša v kakšne kaše, se doda kakšna semena, mogoče s kakšnim jogurtom pokombinira. Videla sem tudi že recimo recept za se pravi mesne polpete, ki mu je dodan se pravi jabolčna čežana, da pride bolj taki sočni. Meni je recimo ta izdelek odličen tudi za kakšno kot pomakico, za kakšne palačinke, tako da res ideje ogromno. Mogoče prej še tole, preden greva na drugi izdelek, omenila si metodo BLV. Kakšni so pravzaprav trendi v pristopu uvajanja prehrane pri dojenčkih? Ja, v bistvu... To je trend? Ja, lahko bi rekel, da je BLV trend. To v bistvu pač je angleški izraz, ki ga v slovenščino prevedemo, se pravi kot hranjenje na otrokovo pobudo. V bistvu temelji na tem, se pravi, da se otrok hrani sama. Zdaj, ali ponujamo pač koščke, ki so prilagojeni se pravi otrokovi starosti, lahko pa ponujamo tudi se pravi živila v spasirani obliki, ki se jih je po žlički, ampak je glavna razlika to, da hranjenja ne vodi starš, se pravi, da starš ne zajema in daje otroku v usta, ampak da v bistvu pač starš na žličko naloži hrano in jo potem pač postavi pred otroka, on jo vzame in se sam hrani. To je v bistvu ta novost. To je zdaj torej tisto obdobje pri otroku, kjer je dobro, da je okrog njega krena taka ogromna folija. Tako je. Ker seveda super, da podpiramo in s tem tudi stimuliramo v bistvu to njegovo znanje, ki očitno je v njem. Otroci, dojenčki znajo že marsikaj, kar jim mi mogoče sploh ne bi pripisali. Ja, res je. Ampak ja, kot smo že tudi nekako začeli z mislijo, oddajo, ko gre za otroke, takrat smo vsi res ekstra previdni in sploh, če gre mogoče za prvega dojenčka, potem še toliko bolj. In ja, danes ste na pravem mestu. Hvala tudi za ogromno enih vaših vprašanj. Zdaj bova enega izpostavili. Sicer pa ja, hvala, ker ste tako zelo pridni in aktivni. Sprašujejo pa med drugim, kakšni jogurti se priporočajo ob začetku uvajanja hrane. Je jogurt recimo tudi eno takih živil, ki ga lahko ponudimo otroku? Jogurt je povsem primerno živilo. Mogoče bi tukaj samo na hitro omenila, kar se tiče mlečnih izdelkov, ker je zelo velika ene zmede. Se pravi, vedno se odsvetuje dodajanje kravjega mleka v obliki samostojne pijače do 1. leta, medtem ko ostale mlečne izdelke se lahko ponuja in vključja. Seveda je spet treba upoštevati ta faktor varnosti, ampak recimo pač navadni kravji jogurt bi bil povsem pač primerno živilo in se ga lahko ponudi. Je pa treba upoštevati to, da gre za enega zelo pogostih alergenov, zato ga je treba tudi po tem protokolu uvajanja alergenov uvesti. Pri jogurtu je potem še priporočljivo, da vedno izberemo neko različico brez dodanega sladkorja. Grški jogurt bi bil tudi recimo v redu? Kaj pa skaj? Tudi, ampak načeloma pri dojenčkih se bolj priporoča, da se posega po polnomastnih mlečnih izdelkih, se pravi recimo ali je to grški jogurt z višjo vsebnostjo maščobe,
zato ker so maščobe za dojenčka zelo pomembne iz vidika energije, tudi za recimo razvoj možganov, tako da recimo jogurti za majčkeno več maščobe, a ne, so odlična izbira. Zdaj tudi, če se ponudi recimo skir ali pa kakšen jogurt z manj maščobe, ni problema, se lahko potem to maščobo pač s kakšnimi drugimi živili pridobi, a ne, ampak načeloma pa ja, te izdelke, ki so jih omenili, ne bi. Hvala lepa, upam, da ste bili zadovoljni z odgovorom. Mislim, da je Ana kar lepo obrazložila celotno situacijo in hvala, ker res ne, je, čeprav še nimam svojih otrok, ampak je ena ta zadeva zdaj v zraku, ne, da smo s tem mlekom kar zelo pozorni. Res. In super, da si tudi malo povedala o tem širše, da lažje razumemo celotno situacijo. Medtem, ko si ti tako lepo odgovarjala, sem jaz že pripravila na mizo najin 4. izdelek danes, nutrino-žitna kaša iz 5 žit, jabolke in banane. Torej, jaz lahko tudi z prve roke potrdim, v eni izmed oddaj sem že poskusila to kašico. Tudi odrasli obožujejo, ne samo otroci. Torej, nutrino-žitna kaša, 5 žit, jabolko, banana, vir ogljikovih hidratov, vlaknin, vitaminov. Skratka, tale kašica poskrbi, da bo otrok sit in zadovoljen. Zakaj mi toliko govorimo o tej pomembnosti kaše, žitne kaše? Zakaj so tako priljubljene in velikokrat prav to obdobje uvajanja goste hrane pri otroku spremljajo žitne kaše? Ja, v bistvu gre za energijsko precej bogato živilo, a ne, in mi vedno otrokov krožnik oziroma dojenčkov krožnik probamo sestaviti iz 3 različnih komponent. Se pravi, eno je energijsko bogato živilo, to so lahko ali kakšni kaše, ki so pač vir ogljikovih hidratov, ali pa mogoče kakšno živilo bolj bogato z maščobami, ne tako kot smo prej omenili. Ja. Potem pa zraven vedno pokombiniramo še živilo, ki je dober vir železa, in pa živilo, ki je dober vir vitamina C. Zdaj recimo pri tej kaši, prej sem si majčkeno gledala sestavo, a ne? Ja, super. Seveda poklicna deformacija je meni zelo všeč, da že ima dodano železo, a ne? Pa poleg tega pač potem še nekatera ostala hranila, dober vir tudi različnih mineralov, vitaminov skupine B, a ne? Se pa jo vedno da še kako pokombinirati, kaj dodati, ne? Ja, no sej, te bomo tudi vprašali še za kakšen dodaten recept, ker danes jih je že kar nekaj stresla z rokava tale naša Ana, ampak še prej mi pa prosim povej, torej ko uvajamo, a ne, in poskušamo recimo s kakšno žitno kašo, a je pomembno, katera žita so notri, zdaj mogoče, a ne, če nas je strah, da je otrok intolerančen ali pa mogoče celo alergičen, a ne, ponavadi recimo riž, a ne, je tista sestavina, ki načeloma, a ne, torej ne vsebuje glutena, a ne? Ali bi ti kar preizkusila recimo z eno tako splošno kašo, kjer so tudi pomešana druga žita? Načeloma zdaj čista prvi stik, ko prvič ponudimo neka žita, ne, je pomembno, da majčkeno več pozornosti namenimo pšenici, ker gre za zelo pogost alergen, in potem pač, ko otroku ponudimo vsa različna žita, ki mogoče tudi pač morebitno alergijo na pšenico izločimo, so pa odlične take mešanice različnih žita, ne, ker v bistvu več kot je žit, več to pomeni tudi vlaknina, ne, kar je odlično tudi za potem zdravje črevesja, ne, in razvoj v bistvu dojenčkove mikrobiote. Vlaknine so tudi tiste, ne, o katerih mislim, da bi bilo dobro, da danes še kaj rečeva, zelo, zelo pomemben segment tudi pri uvajanju, a ne, hrane pri otroku oziroma dojenčku. Kakšen splošen nasvet, s katerimi živili torej pridobiti, po kateri hrani in kakšni hrani posegati, da bo otrok torej pridobil čim več vlaknin? Ja, zdaj, odličen vir sta sadje in zelenjava, ki jih v bistvu relativno hitro vključimo v otrokovo prehrano. Potem pa recimo še razna semena, recimo chia semena, ki se tudi zelo pogosto izsvetuje v primeru težav z zaprtostjo, a ne, tudi na splošno se takrat svetuje majčkeno višji vnos vlaknin, pa zaprtost se pri dojenčkih zelo pogosto pojavi, a ne, sploh v tem čisto začetnem obdobju uvajanja. Potem pa odličen vir vlaknin so tudi stročnice, ki se jih pa starši majčkeno izogibajo, veliko enega strahuje, a ne? Ampak načeloma so stročnice v prehrani dojenčkov zelo, zelo zaželeno živilo, ker so hranilno res izredno bogate, tudi dober vir nehemske oblike železa. Je pa res priporočljivo, da se jih uvaja postopoma, ne? Da se najprej ponudi manjšo količino in se jo potem postopoma povečuje. Prej smo že slišali, a ne, kar nekaj dobrih upgradeov oziroma dopolnitev naših današnjih izdelkov strani Ane. Tako da mogoče, evo, ti dam še eno priložnost, kako bi ti pokombinirala žitno kašico, ne? Nam lahko našim gledalkam, gledalcem ponudiš kakšen nasvet, kakšno idejo?
Ja, jaz bi mogoče zraven dodala še kakšno sadje, zdaj, če se uvaja po metodi BLV, lahko tudi v obliki kosa, pa mogoče kakšna semena, čija semena, ki sem jih omenila, ali pa recimo konopljina semena, ki so dober vir železa. Preden nadaljujeva in predstaviva še zadnji izdelek danes, pa še eno vprašanje med mnogimi, ki ste jih danes že zastavile oziroma zastavili. Na kakšen način uvedemo jajca, da ni po BVL metodi? Aha, se pravi, v bistvu najlažji način je mogoče, da jajčka kar umešamo v kakšno kašo. Evo, to bi bil odlična dopolnitev tega obroka. Se pravi, skuha se ta kaša in se potem notri ubije celo jajce in se še kakšno minuto, 2, 3 pokuha, da pač je tudi jajce termično obdelano in se ponudi na tak način. Druga možnost je pa, da pripravimo trdo kuhano jajce in ga zelo nadrobno naribamo in spet umešamo v neko kašo. Recimo, to bi bila 2 primera, ko se jajce ne uvede po BLV metodi. Je pa tudi jajce eden od alergenov, tako da biti previden, oziroma spet, seveda je nekaj takega, kar morate predstaviti otroku prej ali slej, ampak spet spremljati znake in biti na nek način previden. Mogoče še to bi bilo lahko uvajanje jajca, torej tudi s pomočjo naslednjega izdelka, Bioorganic Instant riževa kaša, bi šlo? Bi šlo, predvsem zaradi tega, ker ne gre za 2 alergena. Mi vedno svetujemo, da se 2 neuvedenih alergenov ne uvaja naenkrat. In v tem primeru, če je recimo riževa kaša že pač uvedeno živilo, pa glede na to, da ne gre za zelo pogost alergen, oziroma da je to res redka alergija, se recimo lahko potem v to kašo vključi neko jajce in se na tak način jajce tudi predstavi. Bioorganic, Bioinstant riževa kaša je pred nama, ekološka, brez dodanega sladkorja, brez mleka, torej brez glutena, idealna za prve obroke, bi lahko rekli, in dejansko tudi idealna za to, da zraven pa mogoče res, kot si omenila, pa preizkusite tudi kakšno od živil, ki pa ima večji potencial, da je alergen oziroma da bo otrok mogoče imel intoleranco. Tako da hvala, lepo sta se povezala v bistvu predzadnji in zadnji izdelek z vašim vprašanjem, tako da hvala lepa gospe, ki ga je zastavila. Torej, brez mleka in glutena je torej tole primerno lahko rečeva tudi za občutljivo prebavo, brez težav. Zakaj je prav riževa kaša tako zelo pogosta izbira pri začetku uvajanja hrane? Verjetno Ja, jaz bi rekla, da mogoče je to mečkam kulturno pogojeno, da pač na našem območju, kjer živimo, je to živilo bolj zastopano v naši prehrani in je potem seveda logično, da se ga prej kasneje ponudi tudi dojenčkom, ampak tako kot si tudi že ti omenila, v tem primeru res ne gre za nek pogost alergen in načeloma pač ga dojenčki to odlično prenašajo in se pač zato lahko ponudi čim prej, tudi ko je v bistvu uvedeno zelo majhno število različnih živil. Kaj bi rekla na sladek, slan način, kako bi lahko recimo pripravili tole instant riževo kašo? Oboje bi šlo, ja. Meni se zdi tudi zelo dobra uporaba za kot zgostiti kakšne omake, kakšne juhe. Lahko se potem pač skuha ali v kakšnem rastlinskem napitku, ali v kravjem mleku, pa se pač zraven doda recimo ali kakšno sadje, doda kakšno jajce, lahko se pa uporabi tudi, se pravi, z neko slano kombinacijo, se pravi, mogoče s kakšnim mletim mesom, se doda kakšne stročnice, načinov je res veliko, No, mogoče še eno vprašanje, ker smo danes posredno omenjali tudi alergije, intolerance. Najprej mogoče razlika med intoleranco in alergijo in pa predvsem, kje se alergije in intolerance pojavijo na otrokovem telesu, da bomo seveda pozorni, da bomo vedeli, kam pogledati ali pa bili na določene predele mogoče še posebej previdni in pozorni. Ja, razlika med alergijo in intoleranco je v bistvu to, da v primeru alergije na določene proteine v živilih odreagira naš imunski sistem. Medtem ko v primeru intolerance to v bistvu pomeni, da mi v telesu nimamo dovolj določenih encimov za prebavo pač določenih sestavin v živilih. In zato se v bistvu ponavadi intoleranca kaže v obliki nekih prebavnih težav, kakšna napihnjenost, driska in podobno. Alergije se pa poleg pač prebavnih težav pogosto pokažejo tudi na koži, se pravi v obliki kakšnih izpuščajev ali pa recimo kdaj tudi v obliki težjega dihanja, kakšnih zateklih ustnic, ujčk in podobno. Hvala lepa, tole je bilo tudi kar poučno, ker seveda, dokler ne poskusimo, ne vemo in sigurno se bo zgodilo, da bo verjetno pa obstajala neka hrana oziroma nek izdelek, nekaj, kar pač vašemu otroku ne bo odgovarjalo, ampak k sreči
imamo mi zdaj res v DM-u toliko ene izbire, da lahko Res, čisto vsak osebno si prilagodi sebi in svojemu otroku, dojenčku, tisto, kar mu najbolj ustreza. Ana, najlepša hvala. Super je bilo. Res, današnja oddaja se mi pa res zdi, da je bila tako informativna, hkrati tudi smo na zabaven način izvedeli, kako lahko mogoče kakšnega od teh izdelkov uporabimo tudi sami, torej starejši otroci. Tako da se veselim tvoje družbe, verjamem, da že zelo kmalu. Najlepša hvala. Vi pa ne pozabite, da imate še vedno možnost, da izkoristite 40-kratne točke, torej še enkrat bom ponovila, na kaj vse. 40-kratne točke na Aptimil nadaljevalno mleko, na Aptimil nadaljevalno mleko za dojenčke, ki smo ga predstavili danes, na Nutrino Baby sadne žepke in žitne kašice in pa torej še zadnji izdelek Bioorganic Instant riževa kaša, ki smo jo pravkar predstavili in tudi verjamem, da se bo znašla na jedilniku marsikaterega dojenčka, malčka. Kakorkoli. Verjamem, da ste uživali. Ne pozabite, do nedelje veljajo te ugodnosti tako v prodajalnah DM kot seveda tudi v naši spletni aplikaciji. Vidimo pa se znova 18. novembra. Govorili bomo o še eni zelo, zelo pomembni temi, sploh pred veselim oziroma norim decembrom. Krepili bomo naš imunski sistem. Se vidimo. Srečno!